na današnji okrogli mizi, katere tema je duševno zdravje LGBT plus oseb. Tole okroglo mizo organiziramo, kot veste, v okviru projekta Kako si, ki ga pripravljamo študenti psihologije in deluje torej v okviru Društva študentov psihologije Slovenije. Tukaj danes z nami so torej na moji desni Julijan Kotnik, ki je koletnik, ki je direktor zavoda Transfeministična iniciativa Transakcija. Potem tule na tudi moji desni Vlaška Plahotnik-Baloh, ki je programska sodelavka pri društvu Kulturno-informacijsko in pa svetovalno središče Legebitra. In pa tule na moji levi še dr. Simona Topolinjak, ki je koordinatorica za enake možnosti v Mestni občini Ljubljana, zaposlena na oddelku za zdravje in pa socialno varstvo. Najprej lepo pozdravljeni, smo veseli, da ste danes tukaj z nami. Pa bi vas za začetek prosila, da poveste nekaj več o društvu, zavodu oziroma o Mestni občini Ljubljana, torej kakšna je vaša vloga in tako nekaj več iz tega vidika. Zdravo vsem, še tistim sem skoraj. Moje ime je Lin, sem direktor zavoda Transakcija, ki je edina nevladna organizacija, ki se v Sloveniji ukvarja specifično z tematikami transspolnosti. Obstajamo od leta 2014. Naš program se vedno bolj razvija, ampak to, kar je pa za današnjo temo nekako pomembno, je pa to, da od takrat dalje ponujamo tudi svetovanje in podporne skupine, da tudi nasplošno poskušamo v našem delu čim bolj naslavljati skrb zase, duševno zdravje in podobne tematike. Več o naši organizaciji pa si lahko kar na netu preberete. Lep pozdrav tudi z moje strani, jaz prihajam iz Legebitre, sem psihologinja in strokovna delavka na področju socialnega varstva. Legebitra letos obeležuje 20 let delovanja, ukvarjamo se s številnimi področji od HIV/AIDS preventive, spolno prenosljivih okužb do zagovorništva, do svetovanja, podpore LGBT populaciji. Mogoče je to tisto področje, ki je za današnjo debato najbolj pomembno. Jaz se ukvarjam na Legebitri večinoma z individualno podporo LGBT osebam in pa z podporo staršem LGBT oseb. Več o našem programu oziroma kaj delamo specifično na področju svetovanja, pa mogoče v nadaljevanju. Lepo pozdravljene in pozdravljeni tudi z moje strani. Jaz sem Simona Topolinjak in sem koordinatorica za enake možnosti v Mestni občini Ljubljana. Zaposlena sem v oddelku za zdravje in socialno varstvo, kjer med drugim tudi sofinanciramo programe na področju LGBT+, in pa na področju duševnega zdravja. Drugače pa v letošnjem letu smo izdali tudi eno knjižico z naslovom Enakost spolov, kjer se na nek način tudi dotika LGBT populacije in pa pred nekaj leti tudi glede duševnega zdravja. V bistvu se vsako leto probamo na nek način posvetiti ene teme in pa predvsem naše delo tudi na področju ozaveščanja. Hvala. Zdaj pa nekako moje prvo tako vprašanje bi bilo, kaj je tisto, kar vam pomeni duševno zdravje? Ja, v bistvu mislim, da duševno zdravje, tako kot vsi, je pomembno, da se ohranja in vzpostavlja dobro duševno zdravje, ker je v bistvu to ključno tudi za dobro in zdravo življenje. Se pravi, jaz ne bi filozofirala veliko na tem, mogoče več o podpori kasneje. Drugače pa, vsi si moramo truditi za dobro duševno zdravje sebe in druge.
Meni se to zdi, da je boljše sicer, da malo bolj konkretno gremo v teme kasneje, kot pa da dajemo neke definicije tega, kaj je duševno zdravje, ampak če že to vidim kot neko osnovno ravnovesje v vseh nas, občutek, kako delamo same sabo in sami sabo in razumevanje tega, kaj vpliva na to, da se to naše ravnovesje nekako krha ali pa ruši in v bistvu potem iz tega razumeti tudi naše mehanizme, ki vplivajo na to, kako lahko uravnavamo te neke eksterne vplive, da je naše duševno zdravje v redu ali pa ne v redu. Zdi se mi pa, da je nasplošno to tema, s katero se absolutno premalo ukvarjamo, tako da se mi zdi kar fino, da danes čim večkrat tudi to besedo poudarjamo. Iz enega psihološkega vidika se meni duševno zdravje zdi nekako temelj delovanja posameznic in posameznikov. Duševno zdravje je tisto, ki osebi omogoča v bistvu neko vsakodnevno delovanje in hkrati tudi neko kakovostno življenje, s tem, da jaz mislim, da je tukaj potrebno poudariti, da duševno zdravje ne pomeni nujno samo neke odsotnosti duševnih motenj, ampak hkrati vključuje tudi neko optimalno čustveno, kognitivno in socialno delovanje vseh oseb. Zelo se strinjam z njim, da pri nas na splošno v Sloveniji je definitivno premalo poudarka na duševnem zdravju, kar se zelo odraža tudi na neki sistemski ravni in na individualni ravni. In močno upam, da se bodo taki projekti, kot kako si nadaljevali, bomo nekako doprinesli s tem nekemu ozaveščanju o duševnem zdravju. Kaj bi pa rekli o tem, kakšno je trenutno stanje glede duševnega zdravja LGBT plus oseb v Sloveniji? Kar se tiče splošnega stanja duševnega zdravja v Sloveniji, kot sem že malo prej omenila, jaz mislim, da je stanje slabo in kaotično. Najprej prvi vidik, ki je definitivno treba poudariti, to, da še vedno nimamo zakona o psihološki in psihoterapevtski dejavnosti, pripravlja se že zadnjih 20 let, še vedno ga ni, kar pomeni, da v bistvu celotno področje skrbi za duševno zdravje je zelo kaotično, kdorkoli v bistvu lahko odpre SP in nudi tako imenovano psihosocialno podporo, ne glede na izobrazbo in ne glede na to, ali je ta oseba usposobljena za to ali ni. Kar se tiče pa LGBT populacije, pa ne moram reči, da je dosti boljše. Glavne težave, ki jih jaz vidim na tem področju, so težave s tem, da psihologinje, psihologi, psihiatrine, psihiatri in ostali delavci, ki naj bi nudili neko psihosocialno podporo, enostavno niso izobraženi, kar se tiče LGBT populacije in dela z LGBT populacijo. Poleg tega je dodatna težava, da je to ponavadi neka ranljiva populacija, saj glede na to, kdo so naši uporabniki in uporabnice, so to mlajše osebe in enostavno osebe si ne morejo privoščiti plačljivih storitev, kar pa vemo, da v Sloveniji pač bolj ali manj je, če želiš priti takoj na vrsto oziroma če ne želiš čakati pol leta in plačevati recimo 50 € na uro. Kar se tiče tega, kako je na LGBT poskrbljeno za duševno zdravje LGBT oseb, je tako, da imamo v naš program mesečno vključenih 100 oseb, od tega je 40 oseb, okrog 40 oseb vključenih v individualna svetovanja. Naše storitve so brezplačne, ker smo financirani strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve, Mestne občine Ljubljana in pa FIHO. Imamo verificiran socialno-varstven program in imamo zagotovljeni v bistvu 2 zaposlitvi. Zdaj, konkretnih statistik tega, kako naj bi bilo poskrbljeno za duševno zdravje, nekako nimamo, ker smo mi in transakcije bolj ali manj edini, ki se osredotočamo na psihosocialno podporo LGBT populaciji. Če še malo dopolnim to, pri transakciji je tudi tako, da ponujamo osebno svetovanje, to je
priložnostno, lahko je kontinuirano, lahko je samo enkratno in je tudi brezplačno z naše strani, zato ker nas podpira MOL, ki je tudi naš edini financer v državi. Mislim pa, da je treba vseeno izpostaviti nekaj in sicer, da gre tako pri nas kot pri Legebitri na nek način tudi, da je bolj situacijsko to, da ponujamo te storitve, zaradi tega, ker se pač po naključju ali ne, nas je več kar nekaj, ki smo socialne delavke, socialni delavci, psihologi in podobno, ki smo tudi LGBT osebe in na osnovi tega v bistvu vemo, kako je bilo v našem izobraževanju, kako je popoln manko vključevanja teh tem in kako skupnost to rabi in potem pač mi to delamo. Pri nas v transakciji sicer ni tako, da bi jaz, ki nudim osebno svetovanje, delal samo to na žalost, ampak delam še marsikaj drugega. Je pa vseeno osebno svetovanje nekaj, po čemer se od začetka, odkar delamo, pač pojavila neka konstantna potreba, se pa precej spreminja, kdo so osebe, ki nas obiskujejo. Trenutno recimo več delam z starši mlajših transspolnih oseb, kot pa s transspolnimi osebami samimi. Recimo 3 leta nazaj pa nismo imeli niti ene mladoletne transspolne osebe na svetovanju. Tako da se vidi ta razkorak. Drugače pa, kakšno je stanje v Sloveniji trenutno, tako kot nasplošno o LGBT populaciji ali pa transpopulaciji nemogoče govoriti na nek način, ker so to nemerljive populacije. Mi pridemo samo do peščice nekih ljudi, čeprav se vam mogoče zdi, da pridemo do ogromno ljudi, ampak še vedno je veliko več ljudi, ki jih z našimi storitvami ne dosežemo zaradi pomanjkanja resursov, zaradi dejstva, da smo v Ljubljani večinoma in zaradi kupa drugih stvari. Ampak definitivno pa lahko rečem, da je pač duševno zdravje transspolnih oseb zelo kompleksna zadeva in da bi ogromno ljudi potrebovalo veliko več sredstev in resursov namenjenih v krepitev njihovega duševnega zdravja, kot pa jih je na voljo. Tle v bistvu še Lin, v bistvu pod vprašanje, kot kakšno je stanje glede prisilne pridobitve diagnoze, torej duševne motnje? Ja, to pa je specifika transspolnosti in sicer v primeru, da oseba želi v medicinsko tranzicijo, torej da želi pridobiti hormonsko terapijo ali pa kakšne operacije za potrditev spolne identitete, ali pa, če želi zamenjati spolni označevalec na svojih dokumentih, torej tisti M pa Ž, če ga želiš zamenjati. V Sloveniji zaenkrat moraš v postopek tudi medicinske tranzicije, kjer dobiš diagnozo duševne motnje, transseksualizem F64. To je uravnavano na podlagi Svetovne zdravstvene organizacije in posledično morajo vse države članice pač to diagnozo podeljevati. Tako da v bistvu to pomeni, da vsaka transspolna oseba, ki vstopi v medicinsko tranzicijo ali pa ki želi dokumente zamenjati ali pa če želi oboje, dobi tudi obvezno diagnozo motnje duševnega zdravja in potem, ker je to ravno zavedeno pod številko F oziroma črko F, je to pač nekaj, kar je v sistemih ljudi od takrat dalje vedno. Proti temu v bistvu nič kaj veliko ne moremo, kako pa ljudje sami handlajo s tem, da dobivajo diagnozo, je pa zelo različno, ampak velika večina oseb poroča, da jim je to precej neprijetno in da itak že imajo občutek, da se morajo ves čas družbi dokazovati, da so zares trans in da so v redu in itak je nek splošen konsenz oziroma vsaj te ljudi, ki niso sprejemajoči do transspolnosti, se v bistvu potvarja ta stereotip, da gre za duševno bolezen in ta prisotnost te diagnoze to samo še dodatno potrjuje. Sicer je letos maja Svetovna zdravstvena organizacija sprejela odločitev, da črtajo to diagnozo iz področja duševnih motenj, oziroma, ampak ne ravno, da jo črtajo, ampak da jo dajo v drugo področje, torej v
seksualne pravice, zaradi tega, ker vseeno v nečem mora biti, zaradi tega, ker ravno na osnovi tega je krito to, da oseba ima lahko preko zavarovalnice dostop do zdravstvenih storitev, ampak ta odločitev še ni bila potrjena, to je bila samo zaenkrat sprejeta na neki bolj deklarativni ravni. Zasedanje glede tega, bo ta odločitev sprejeta, bo maja 2019, ampak tudi, če bo sprejeta na svetovni ravni, še vedno države članice ni implementacija tega obvezna, tako da se lahko potem še vedno vsaka država odloča, kaj v bistvu želi delati s tem, a želi še vedno podeljevati diagnozo ali ne. Tako da to področje v bistvu bi lahko še lahko bi celo okroglo mizo imeli samo o tem, ampak mislim, da je to bilo dovolj zaenkrat o tem. Nekaj o tem sta torej že povedala, ampak v bistvu kakšna psihološka in pa psihosocialna podpora pa je na voljo LGBT+ osebam pri nas? Zdaj na Legebitri nudimo brezplačno individualno psihološko oziroma psihosocialno podporo. Imamo podporne skupine za mlade LGBT osebe in pa nudimo podporo staršem LGBT oseb. Sodelavko, ki je tudi socialna delavka in ima hkrati tudi strokovni izpiti socialnega varstva, sva v bistvu zelo celostno vključeni v obravnavo LGBT oseb, kar pomeni, da ne samo, da delava individualna svetovanja in podporne skupine, ampak hkrati jih spremljava institucije, recimo na zdravstvene institucije, hodva na multidisciplinarne time na centre za socialno delo, sodelujeva z šolami, s policijo, s sodiščem, z drugimi nevladnimi organizacijami, zdravstvenimi institucijami in tako naprej. Zdaj, dejstvo je, da v zadnjih letih se je naša populacija zelo spremenila, kar se tiče področja duševnega zdravja. Iz tega vidika, da če so recimo 10 let nazaj večinoma prihajale osebe, ki so imele težave z sprejemanjem lastne spolne usmerjenosti in ali spolne identitete, se danes primarno ukvarjava z zelo drugačnimi stvarmi, od depresivnosti, anksioznosti, samopoškodovanega vedenja, samomorilnosti, motenj hranjenja, osebnostnih motenj in tako naprej. Seveda za stvari, za katere niso kompetentni, jih poskušamo usmerjati naprej, ampak vedno znova pridemo nazaj do tiste težave tega, kam ljudi usmerjati, da pač enostavno zagotovimo neko obravnavo, ki ne diskriminira, hkrati pa, da oseb ne postavljamo v neke čakalne vrste, ki so nemogoče zdržati. Zato, ker dejstvo je, da je zelo težko osebo, ki je samomorilno usmerjena v zdravstveni sistem in jim rečem, dajte počakati pol leta, pa boste prišli do prve obravnave, kar je pač v Sloveniji realnost. Jaz v bistvu lahko nekako rečem, da je pri nas podobno kot to, kar je Blažka naštevala, predvsem glede tematik, na katerih delamo. Kako izgleda svetovanje, je tako, da ga nudimo individualno in večinoma za transspolne osebe, lahko pa tudi za starše, partnerje, prijatelje, kogarkoli in pa da izvajamo podporne pogovorne skupine. Ampak se mi pa zdi, da je na to vprašanje treba odgovoriti ne samo s tem, katere storitve nudimo, kar so prav direktno svetovanje, ampak da se mi zdi, da je vso naše delo, tudi ki ni direktno svetovanje, vseeno nudi na nek način tudi psihosocialno podporo, zaradi tega, ker vsak dogodek, vsaka vidnost, vse skupnostne aktivnosti, to pač tudi dodajajo LGBT osebam občutek, da so legitimne in da so vredne, kar je to, kar ves čas dobivamo iz družbe, da ne. In potem, če pomisliš, wow, ta teden imam 10 dogodkov, na katere lahko grem, 10 let nazaj pa sta bila 2, ti vseeno da to nek občutek, pomembna sem, nekaj obstaja tudi za mene. Je pa pri nas povezano ravno s to obvezno diagnozo, o kateri sem že prej govoril, vseeno ena prisotnost
neke nuje po svetovanju, najbrž se tudi na Legibitri s tem srečujejo in sicer zelo dostkrat mi osebe, ki hodijo k meni na svetovanje, povedo, da v bistvu rabijo moje svetovanje zato, da lahko handlajo z obravnavo pri psihiatrinji oziroma pri psihiatru. Zaradi tega, ker tam, kjer bi sicer najdejansko dobili podporo, dobivajo bolj ali manj samo še neko preopraševanje njihovih identitet, do te mere, da se ljudje pač naučijo, kaj morajo povedati, zato da bodo dobili zeleno luč in prišli do medicinske obravnave, ki jo potrebujejo, potem pa hodijo v nevladne organizacije po dejansko podporo nekoga, ki njihovih identitet ne preoprašuje, ampak pač jim verjame, da so to, kar so, brez nekih 2000 stereotipov dodanih. Tako da to je nekaj, kar zelo dosti slišimo in najbrž tudi vijamo. Ja, kar je tudi en velik problem v bistvu. Ja. Torej, zdaj ste v bistvu že izpostavili kar nekaj tudi izzivov, s katerimi se srečujete pri nudenju podpore in mogoče še kakšen tak, ki bi ga želela izpostaviti in pa mogoče tudi predstaviti kakšne možne rešitve za te izzive. Naša glavna trenutna težava je to, da se število oseb, ki potrebuje individualna svetovanja in se obrača na nas, narašča in narašča, naše kapacitete so pa enostavno zapolnjene. V bistvu ta težava izvira iz tega, da nekako ministrstvo že kar nekaj časa nima posluha za naše potrebe in za to, da bi prilagodila in bi dala dodatne zaposlitve osebam, ki so usposobljene za nudenje psihosocialne podpore LGBT osebam. Hkrati nas dosti omejujejo standardi in normativi, ki so enostavno taki, da nam ne dajejo možnosti, da kakovostno delamo in da si dovolj časa vzamemo za posamezno osebo. Težava, ki sem jo že prej omenila, je to, da enostavno ljudi nimamo kam usmerjati, zato ker če pride nekdo k meni in jaz ocenim, da enostavno nisem kompetentna, bolj ali manj nimam imen, ki bi te osebi dala, zato da lahko usmerim naprej, oziroma imena, ki smo jih imeli, pač, te osebe pač nimajo več prostora. Potem, kar je definitivno tudi težava, so neke sistemske težave v zdravstvu, recimo mladoletne osebe, ki morajo dobiti neko dodatno podporo na enoti za adolescentno psihiatrijo, čakajo na prostor oziroma na poslo v adolescentni psihiatriji več tednov oziroma mesecev. Zdaj, trenutna rešitev, ki jo EAP ponuja, je to, da mladoletne osebe usmerjajo v psihiatrično bolnišnico Polje, kjer storitve absolutno niso primerne za to, da bi tam bivale mladoletne osebe, sploh pa ne dlje časa. Seveda, pri polnoletnih je enaka težava, pri tistih, ki rabijo kliničnega psihologa, so čakalne dobe take, da enostavno ponavadi ljudje obupajo vmes in grejo na plačljivo psihoterapijo, ki pa včasih vemo, glede na to, da pač ni urejena sistemsko in zakonsko, lahko naredi več škode kot koristi. Neke redne težave, ki jih imamo, so tudi z centri za socialno delo, v šolstvu in tako naprej, ko osebe enostavno niso usposobljene in na koncu mi dobimo nazaj osebe, ki jih je v bistvu sistem še dodatno diskriminiral in je na koncu tega še neka dodatna travma. Zdaj, kakšne so rešitve? Jaz mislim, da prva glavna rešitev je to, da pač pridemo do nekega dodatnega financiranja oziroma do novih delovnih mest za osebe, ki so usposobljene za delo z LGBT populacijo. Hkrati pa tudi definitivno je treba izobraževati tako psihologe, psihologinje, če veliko od vas je verjetno psihologov. Dejstvo je, da v 5 letih magistrskega študija na faksu praktično ne slišimo nič o delu z LGBT populacijo. Izobraževanja tudi absolutno za psihiatrinje, psihiatre, socialne delavke, socialne delavce, šole, zdravstveno osebje in v bistvu za vse posameznike in posameznice, ki se pri svojem delu lahko srečujejo z LGBT populacijo. Jaz nimam skoraj nič za dodati. Edino to, da je pri nas zelo podobno, kar se tiče izrednega pomanjkanja kadra in financ in da se to potem v praksi obrača tako, da tudi
kakšna oseba, ki sicer morda ni strokovno usposobljena za izvajanje svetovanj, vseeno izvaja neke oblike podpornih pogovorov, ravno zaradi tega, ker je vseeno boljše, da se imajo ljudje s kom za pogovarjati, kot pa, da ljudje in njihove težave in bolečine ostajajo neslišane. Hkrati se mi zdi, da tudi ni za osebe, ki izvajamo te stvari, nobene podpore. Ni nekega mehanizma, ki bi omogočal supervizijo recimo vsem osebam, ki to izvajamo. To je nekaj, kar spet je na organizaciji sami, da se uredi, ampak vem, da v tujini marsikje ni tako. In želim si, da bi nekoč, vem pa, da je to mogoče precej utopična želja, da v Sloveniji je bila prav LGBT specifična organizacija, ki bi se ukvarjala prav z duševnim zdravjem, kar je tudi praksa marsikje v tujini, predvsem na zahodu. Izpostavila sta v bistvu kar nekaj izzivov, občutek se pa nekako da mogoče rešitev trenutno v bistvu še ni. Ampak če vsemu temu dodamo še to, kako pri tem upoštevati v bistvu še druge okoliščine, osebne okoliščine posameznikov, ki jih vam pridejo po psihosocialno pomoč, kot je na primer socialno-ekonomski status, rasa in tako naprej. Jaz delam z uporabniki, uporabnicami oziroma enega svetovalnega ali pa strokovnega odnosa ne vidim na tak način, da bi upoštevala samo eno osebno okoliščino, recimo spolne usmerjenosti ali spolne identitete. Sem mnenja, da pri delu je vedno treba upoštevati vse osebne okoliščine oziroma čim več osebnih okoliščin posameznici oziroma posameznikov, zato ker osebne okoliščine lahko hkrati predstavljajo in nek varovalni dejavnik in nek dejavnik tveganja. Zdaj, recimo, mi zelo pogosto pozabljamo, da, ne vem, če dam primer, beli cisspolni, heteroseksualni moški višjega ali pa srednjega razreda so tudi tisti, ki imajo spolno usmerjenost, spolno identiteto, so pripadniki določene rase, socialno-ekonomskega statusa in tako naprej. In to so vse neke okoliščine, zaradi katerih so privilegirani. Zdaj, pri LGBT populaciji je teh okoliščin mogoče manj, ampak še vseeno obstajajo te okoliščine in to so tiste neke ključne okoliščine, na katere se je treba opreti. Zato, ker enostavno, če mi delamo samo z okoliščinami, na podlagi katerih so osebe diskriminirane ali pa deprivilegirane, ne bomo osebe nikoli mogli zadostno psihološko podpreti, zato da bo kakršnikoli napredek. Zdaj, pri nas, kar se tiče mojega dela, gre večinoma za neke mlade osebe, ki socialno-ekonomsko niso stabilne, nekateri imajo tudi druge osebne okoliščine, ne vem, recimo so gibalno ovirani, so begunci ali pa prosilci za mednarodno zaščito in tako naprej, ampak ne glede na to je vedno osebo treba obravnavati intersekcionalno, nikoli sam iz vidika spolne usmerjenosti ali pa spolne identitete. Hvala. Kakšno vlogo pa vidite, da imajo družine in pa drugi podporni sistemi pri duševnem zdravju, torej LGBT plus oseb? Zelo veliko, ampak mislim, da se ogromno ljudi ne zavedajo v bistvu, kako veliko vlogo imajo v tem, ali pa se zaradi nekih svojih ranljivosti ali ne želijo niti poučiti, ali pa ne znajo, ali pa nimajo niti resursov do tega. Mi smo leta 2015 skupaj z Legevitro delali raziskavo potreb transspolnih oseb v Sloveniji in smo ravno to vprašanje, pač je bilo eno izmed vprašanj, in sicer kdo ti nudi največ podpore v povezavi s tvojo spolno identiteto, in je odgovor bil, osebe so lahko odgovorile na več vprašanj hkrati. 74% je reklo, da največji vir podpore so prijatelji in prijateljice, 48% partnerka oziroma partnerji in partnerke,
Le 25% pa so rekli, da imajo vir podpore v svojem domu, torej v svojem ožjem sorodstvu ali pa širšem sorodstvu. Torej 1 od 4 oseb, kar je v bistvu glede na to, da je tudi naša populacija, oziroma itak gre za iste populacije oseb, zelo ranljiva, tako ekonomsko kot socialno, in večinoma gre tudi za mlade osebe, ki so še finančno in pa tudi na druge načine odvisne od staršev, zelo zaskrbljujoče dejstvo. Ob tem smo dobili tudi podatek, da 41% oseb pa dobiva podporo tudi v nevladnih organizacijah. Ti sistemi so ključni, žal pa z mojega dela imam ogromno izkušenj, da starši predvsem, da v bistvu program, da pridobijo znanja, ampak velika večina pa je takšnih, da niti ne želijo slišati za nas, da niti ne želijo slišati za to osebno okoliščino ali pa osebne okoliščine osebe, in posledično je zelo težko tudi delati in nuditi neko podporo staršem, da bodo lahko nudili podporo svojim otrokom, če v bistvu želijo, da bi se ta osebna okoliščina nekako izbrisala ali pa da je ne bi bilo treba sploh obravnavati. To je nekaj, s čimer se največkrat srečujemo, zato jaz večini staršev, ki pridejo že do mene, rečem, da je to že en velik korak, ki v bistvu nakazuje neko pripravljenost njihovo, da se sploh s tem ukvarjajo, zato ker je ogromno ljudi, ki so tudi na svetovanju, ki si rečejo, kako si želijo, da bi njihovi starši prišli z njimi ali pa sami, ampak da ni šans, da bi se to zgodilo. Ja, naše izkušnje so res dosti podobne. Zdaj, družina, naj bo to primarna ali pa socialna družina, je lahko ali varovalni dejavnik ali pa dejavnik tveganja. Zdaj, naše izkušnje so žal v večini take, da je družina bolj ali manj nek vir oziroma temelj težav. So pa pri LGBT populaciji, kot je Želin prej omenil, drugi podporni sistemi in pogosteje tisti, ki nudijo neko varnost ali pa nek varovalni dejavnik v duševnem zdravju LGBT oseb. Zdaj mi nekako delamo z neko bolj ali manj, kar se staršev tiče, z neko fleksibilno sredino, kar pomeni, da tisti, ki so popolnoma praktično ne pridejo k nam, pa tisti, ki vržejo otroke na cesto, ne pridejo nikoli k nam, pridejo otroci k nam potem. In to se dejansko dogaja. Parkrat na leto pridejo otroci s kovčkom in potem je treba pač krizna namestitev urediti, s tem, da če je otrok mladoletni, je to še okej, ker se ga da pač v krizni center, da če je pa oseba polnoletna, pa enostavno mi nimamo popolnoma nobenih sredstev, ker je socialno-varstveni sistem nastavljen na tak način, da polnoletnih oseb nimamo kam nameščati. In potem pač to pade na nas, ki pa smo nevladna organizacija, mi nismo neka institucija. Zdaj, ker so LGBT osebe, predvsem mlajše LGBT osebe, zelo ranljiva populacija, so neki podporni sistemi zelo ključni za ohranjanje duševnega zdravja oseb in zato je treba, vsaj moje mnenje je tako, da v prihodnosti je treba delati na tem, da so LGBT osebe zaščitene vsaj iz vidika sistema in institucij, ne pa da je to sam še neka dodatna prepreka, ki otežuje neko optimalno duševno zdravje LGBT populacije. Kakšne pa so v bistvu vaše izkušnje z uporabniki in uporabnicami, kako mogoče sprejemajo vaše aktivnosti? Naše aktivnosti svetovanja ali aktivnosti na splošno? Splošno lahko tudi svetovanje. Zelo mešane, mislim. Treba je poudariti, da LGBT skupnost oziroma članice LGBT skupnosti niso neka homogena skupina, kjer imajo vsi nek isti način, ampak pri transspolnih osebah in posledično v našem zavodu nekako opažamo to, da ljudje ponavadi nas kontaktirajo ali ko so ravno na začetku svojega razkritja, ali pa še korak pred tem, ko razmišljajo o svojem razkritju in pri tem potrebujejo podporo, da lahko to predelujejo skupaj z nekom.
Potem pa so ponavadi nekaj časa, lahko je to pol leta, leto, ampak ponavadi pa gre za obdobje par let z nami in to je ponavadi v tistem obdobju, ko delajo največ korakov v razkrivanju in v potrjevanju svoje spolne identitete. Potem pa se nekateri popolnoma umaknejo, nekateri pa potem v bistvu začnejo bolj aktivno dajati to podporo nazaj. No. To je nek tak cikel, ki ga opažamo, ampak seveda to je, ni pri vseh tako. Ja, v bistvu Legibitra kot taka je, glede na to, da je največja LGBT organizacija, ima ogromno aktivnosti. In z letošnjim letom smo odprli tudi mladinski center, edini in prvi LGBT mladinski center, ki je trenutno zelo v redu obiskan. Kar se tiče svetovanja, je pri nas dosti podobno. Ful veliko uporabnikom sledimo trenutno čez proces potrditve spola, ali pa se obračajo na nas v bolj ali manj zelo kriznih trenutkih, ko res ne gre več in se enostavno nimajo več kam drugam obrniti. In smo nekako, v grobem delujemo nekako podobno kot sistem prve socialne pomoči. Je pa dejstvo, da s časoma se nekateri usmerijo ali v prostovoljstvo, ko so dovolj opolnomočeni, ali pa pač, ko nekako zaključijo ta cikl tega, da so dovolj stabilni in nas ne potrebujejo več na srečo, enostavno pač zaključijo sodelovanje z nami. Simona, pa še tebi. Kaj načrtujete, oziroma tako vprašanje najprej, kakšne so trenutne aktivnosti, ki jih na Mestni občini Ljubljana izvajate in pa tem, katere so tiste, ki jih načrtujete za naslednja leta glede dodatne podpore pri izboljšanju stanja na področju duševnega zdravja LGBT plus skupnosti? Ja, v bistvu, če pogledamo trenutno stanje, v bistvu cilj naše politike, če lahko tako rečem, LGBT politike, je ta, da se spremeni širši družbeni odnos do LGBT plus skupnosti. Mi delamo to na dva načina. Prva je ta, da podpiramo nevladne organizacije na tem področju in pa druge so različne ozaveščevalne aktivnosti. Kako podpiramo nevladne organizacije? Se pravi, preko javnega razpisa sofinanciramo določene programe nevladnih organizacij. Trenutno imamo 6 programov 5 nevladnih organizacij, ki v bistvu nudijo programe opolnomočenja LGBT plus oseb. Potem imamo, glede na to, da poteka ta okrogla miza na temo tudi duševnega zdravja, imamo na javnem razpisu tudi programe, ki se osredotočajo na področje duševnega zdravja. Trenutno, ne vem točno, koliko je, to lahko pove moj sodelavec Stanči, ampak drugače pa nekje na duševnem zdravju imamo dnevne centre, potem svetovalnice, zagovorništvo za ljudi s težavami v duševnem zdravju, pisarno za informiranje in svetovanje ter pa stanovanjske skupine. To so v bistvu samo na področju duševnega zdravja. Poleg tega, da nudimo podporo neko finančno, nudimo nevladnim organizacijam tudi podporo prostorsko, naprimer, kot danes tukaj je v bistvu odprta prostor tudi za debate na področju LGBT. Ta mestna hiša je v bistvu odprta za te teme. Ni to prvič, da je okrogla miza na temo LGBT plus skupnosti. V srednjem atriju je bila lansko leto tudi razstava s portreti transspolnih oseb. Se pravi, ta hiša oziroma Mestna občina Ljubljana je zelo odprta za vsa taka vprašanja in seveda smo hvaležni, če dobimo na mizo taka vprašanja, ko se o tem pogovarjamo, zato ker na ta način lahko tudi kakšne stvari rešimo oziroma začnemo reševati. Kar je pomembno predvsem zaradi vseh ozaveščevalnih aktivnosti, ki jih na nek način vključuje tudi Mestna občina Ljubljana. Ne vem, mogoče
lahko tudi to, bili smo edina občina, ki se tu javno izpostavila, ko je bil referendum za družinski zakonik. Ne samo, da je bilo na spletni strani podpora družinskemu zakoniku, ampak je bilo tudi javno izrečeno. Ko smo dobili evropsko priznanje za najboljše prakse v javnem sektorju, ravno v času, ko je bil referendum, je bil tudi ljubljanski grad obarvan v mavrične barve. Potem ta mavrična zastava pred mestno hišo, ko so kakšni dogodki, prispevki na spletni strani, glasilo Ljubljana, naprimer tudi vaš projekt je bil predstavljen glasilo Ljubljana, se pravi, potem razne ozaveščevalne aktivnosti, kot so okrogle mize, razstave. Pred leto 2014 smo izdali knjižico Mavrična Ljubljana, kjer opisuje, na kakšen način Mestna občina Ljubljana podpira organizacije, kjer lahko vsak dobi informacije, kam se obrniti, če je pač v taki, če je v stiski, oziroma kam se obrniti po informacije. Potem v letu 2016 je mestni svet sprejel akcijski načrt enako spolov v Mestni občini Ljubljana od 2016 do 2018. V njem je eno področje namenjeno tudi LGBT plus osebam. Poleg tega pa smo skupaj z nevladnimi organizacijami tudi vzpostavili certifikat LGBT prijazno, ki v bistvu preko izobraževanja organizacij potem podeljujemo organizacije, ki se za to prijavijo in potem grejo skozi določeno izobraževanje. Se pravi, jaz predvsem vidim na tem področju, da ozaveščevalno, kar v bistvu, da se o tem govori, zato ker dokler se ne govori, ni nekje na dnevnem redu in če je eden izmed sogovornikov, tudi Mestna občina Ljubljana, je velikokrat potem, tudi če gre debata potem v negativno smer, je pa vsaj tema nekje na pladnje, pa se o tem razpravlja. Glede načrtov, pa tako kot sem že prej rekla, Mestna občina Ljubljana oziroma mi na oddelku smo zelo odprti in vsako idejo pač se pogovorimo. Poleg tega imamo pa tudi vsako leto javni razpis, kjer je v bistvu dva področja, na katerega se lahko nevladne organizacije s svojimi programi obrnejo oziroma prijavijo in se potem kvalitetni programi tudi izberejo. Zdaj pa nekako vprašanje za vse, kakšen je pa v bistvu odziv javnosti, širše javnosti na vaše aktivnosti, ki jih izvajajo? Na naše aktivnosti, nujno nasplošno na naše tematike. Pa lahko recimo, da zaokrožimo pa damo vse v to vprašanje. Ne ravno optimalen, no. Transspolnost veliko oseb spoznava preko medijev v bistvu prvič, ali pa so še dokaj na začetku. Vseeno je malo drugačno področje kot lezbike in geji, kar so neke teme, ki če ne drugačih, je vsaj vsa Slovenija preko 2 referendumov in 2 kampanj poslušala, ampak to sta samo 2 črki, potem imamo še ogromno enih tem, od biseksualnosti, panseksualnosti, aseksualnosti, transspolnosti, interspolnosti, ki pa so v bistvu teme, ki v medijih in nasplošno v družbi dobivajo nekako manj pozornosti. Moje izkušnje so, da večina ljudi teme ne sprejema ravno optimalno, da nisem preveč negativen. Večina ljudi transspolnost dojema kot neko šalo ali pa fazo ali pa nekaj, kar oseba trdi, da je zato, da se izpostavlja, kar je ravno obratno od tega, ker nihče se v bistvu ne želi izpostavljati z manjšinskimi osebnimi okoliščinami, zato ker to ravno prinese še več negativnih izkušenj in posledično samo slabše duševno zdravje, ampak razen v nekih
dokaj liberalnih okoljih in v centru Ljubljane z tistimi 20 organizacijami, ki delujejo na drugih področjih, ampak se tudi v bistvu borijo proti neki večini, nimamo ravno blazno pozitivnih izkušenj z nekim javnim mnenjem. Se mi zdi, da je treba, da to povemo. Ja, Legebitra ima mešane izkušnje. Zadnja leta se mi zdi, da obstajajo organizacije, ki želijo sodelovati z nami samoiniciativno. Tudi nismo več tak tabu v šolah ali pa v nekih drugih organizacijah. Je pa dejstvo, da obstajajo pa neke ekstremne skupine, ki pa pač nikoli ne bojo okej s tem, da obstajamo. Sploh v zadnjem času se mi zdi, da je to zelo jasno, vidimo tudi v javnosti. Zdaj pač, jaz bi rekla, da odziv je razmeroma okej, ampak to, če govorimo v Ljubljani. Dejstvo je, da naš minus je to, da smo pač centralizirani. Sicer izvajamo terenske aktivnosti in poskušamo nekako decentralizirati naše aktivnosti, ampak dejstvo je, da smo v Ljubljani, ki je nekako najbolj liberalna in tukaj bi jaz rekla, da odziv je okej, dejstvo je pa, da ko gremo malo ven, že če gremo malo ven iz Ljubljane, je slika dosti drugačna. Pač Slovenija je sestavljena večinoma iz vasi in manjših mest, kjer pa nekako nismo ravno zaželeni oziroma ne doživljamo ravno pozitivnih odzivov na naše dejavnosti. Ali pa pač sploh niso slišali za to, da obstajamo, no? To je pa večinoma drugi del, ja. Moram komentirati. So pozitivni komentarji in so tudi negativni komentarji. Večina se sliši negativnih komentarjev, bolj v javnosti, ker pač mestna občina Ljubljana je največja občina v Sloveniji. Smo glavno mesto in vse, verjetno se vsi prebrali marsikaj tudi glede tega področja, se pa trudimo, da podpiramo ranljive skupine v mestu, ne samo LGBT plus osebe, ampak tudi druge. Kateri so pa mogoče nekateri primeri dobre prakse iz tujine, ki bi jih lahko uporabili tudi pri nas? Kar se tiče socialnega varstva, definitivno, s čimer se mi soočamo, kot sem že prej rekla, recimo, ko nam osebo postavijo na naša vrata s kovčkom, manjka enostavno neko varno stanovanje oziroma varna hiša za LGBT osebe, kamor bi mi imeli priložnost te osebe nameščati. Potem dobra praksa oziroma nekaj, kar je problem, so neki hitrejši postopki procesa potrditve spola. Ne vem, če vam je kaj znano, kako to poteka, ampak dejstvo je, da če povem samo, kako poteka psihološki vidik pri procesu potrditve spola, so postopki zastareli, testi, ki so uporabljani, po mojem mnenju, niso primerni. Potem dobra praksa iz tujine je definitivno to, da se sistemsko izobražuje osebe na področju duševnega zdravja, predvsem tukaj mislim na psihologe, psihologinje. Dejstvo je, da v tujini ljudje tekom študija dejansko parkrat slišijo za LGBT populacijo, medtem ko pri nas, vsaj na oddelku za psihologijo v Ljubljani, tega ni, ker se osredotočamo bolj na kadrovsko, pa na statistiko, pa tako naprej. Pa definitivno tudi neka sistemska izobraževanja, kar se tiče zdravstva in šolstva, kar v tujini obstaja, v Sloveniji pa tega trenutno še ni. Še bi želeli. Mogoče samo toliko, v bistvu Mestna občina Ljubljana je tudi vključena v mrežo mavričnih mest. Lansko leto je bilo, ker vsako leto imamo pač letno srečanje, lansko leto je bilo srečanje v Ljubljane.
In takrat smo v bistvu dali tudi našim nevladnim organizacijam nek prostor, da se lahko predstavijo. Jaz mislim, da so tudi one takrat dobile, oziroma predstavnice in predstavniki nevladnih organizacij dobili tudi nekaj, mogoče so slišali tudi dobre izkušnje z tujino. To je mogoče nek način, kjer mi lahko pridobivamo neke izkušnje izven. Vemo pa, v bistvu pri nas je marsikaj, bi smo mogli tudi na sistemski ravni spremeniti. Potem pa naslednje vprašanje, v bistvu, na kakšen način pa je lahko vsak posameznik oziroma vsaka posameznica tudi zaveznik oziroma zaveznica LGBT plus skupnosti oziroma oseb? To zlato vprašanje, ki si marsikdo želi, da bi odgovor nam bil precej preprost, ampak ni. Jaz mislim, da ljudje morajo najprej nekako pri sebi razčistiti, kakšno pozicijo imajo do LGBT oseb, potem pa na osnovi tega delati ali na svojih predsodkih, če je to potrebno, ali pa na tem, da pridobivajo več znanja. Ampak predvsem ljudje rabimo o osebah in o osebnih okoliščinah, ki jih sami nimamo, pač aktivno vlagati neko energijo v to, da se o tem izobražujemo. Tako kot tudi LGBT osebe je tudi prav, da kot sodržavljanke in sodržavljani oziroma kot osebe, ki bivamo v neki isti skupnosti, v istem mestu, se poučimo o problemih, ne vem, migrantov ali pa pač vsi. To bi bilo optimalno, da pač vsi vlagamo neko energijo v to. In kako lahko osebe to delajo? Je tako, da se udeležujejo dogodkov, da berejo, da se pogovarjajo z ljudmi, da kontaktirajo organizacije in jih pozovejo, da za njih pripravimo izobraževanja. Itd. Pač jaz mislim, oziroma opažam skozi leta svojega dela, da večina ljudi, ki so pač v normativnih populacijah, mislijo, da zaradi tega, ker to njih ne zadeva, se s tem ne rabijo ukvarjati, kar pa ni res. Pač še vedno živimo v istih skupnostih in delimo javne prostore in zato je neka naša odgovornost kot ljudje, če ne drugače, da pač se ukvarjamo tudi s tistimi, s katerimi delimo prostor. Če pa gremo tudi v neke bolj specifične načine, kako biti zaveznica, zaveznik, je pa to od tega, da se res dodatno informiraš, da poskušaš ugotoviti, kakšen je najprimernejši jezik, ki ga lahko uporabljaš za te osebe, če imaš resurse do tega, da lahko doniraš ali denar ali svoj čas in delaš prostovoljno z organizacijami, ampak nekaj, kar pa je tudi zelo pomembno, pa se tudi premalokrat dogaja, je pa, da to, če slišiš neke homofobne, bifobne, transfobne itd. Besede, stavke, napade, da tudi nekaj narediš. Zaradi tega, ker ogromno ljudi se spet samo obrne, to se mene ne tiče, od tega, kar se dogaja na ulicah, na hodnikih, v šolah in na faksih in povsod v vseh sistemskih okoljih, od zdravnikov itd. Tako da je to, da v bistvu si ne zatiskamo oči, da so ljudje okoli nas, ki so raznoliki in potrebujejo neko solidarnost tudi v praksi. Tukaj v bistvu smo nekako, bi rekla, z našimi vprašanji na nek način zaključili, tako da bi zdaj samo še povabila govorke in govorce, če bi želeli še sami mogoče kaj dodati. Potem pa vprašanja publike. Jaz imam eno vprašanje. Zakaj je znaten porast tveganja za samomor, glede na to, da je družba vedno bolj odprta, ne? Pa še s tem, ne, da ponovadi imajo probleme tisti, ki so v odrasli dobi, ne toliko v otroštvu oziroma v odraščanju. A govorimo o splošni populaciji zdaj? Ne, nasplošno v tej populaciji, ki smo zdaj govorili. Dejstvo je, da samomorilnost narašča tudi v splošni populaciji. En del je način življenja, ki ga imamo trenutno, kapitalistično usmerjen. To, da pač enostavno morajo vse teči čim hitreje, vsi moramo biti navidezno zadovoljni in tako naprej. Ljudje so pa v resnici čez dalje bolj nesrečni.
Kar se tiče LGBT populacije, pa jaz mislim, da zato, ker je zdaj, če pogledamo zgodovinsko gledano, zdaj čas, v katerem se še vse največ govori o LGBT populaciji. Ker recimo osebe, ki so bile LGBT v 60-ih, to enostavno ni bila opcija. Kar je pomenilo, da pač ali ti živiš življenje, ki je popolnoma skrito, heteroseksualno, kakorkoli, se poročiš, imaš otroke in enostavno ta del potlačiš, zdaj pa to je opcija. In pri starejših LGBT osebah je pa še ta dodatni faktor, da so pa bili socializirani v neki družbi oziroma so odraščali v neki družbi, kjer je bilo pa še vedno zelo veliko predsodkov, stereotipov, diskriminacije in nekih pritiskov in enostavno zelo težko sprejmejo lastno spolno usmerjenost ali pa spolno identiteto zaradi ponotranjene homofobije ali pa transfobije, ki je posledica odraščanja v taki družbi, kot je bila recimo 30-40 let nazaj. A je smiselno to, kar sem povedala? Ja. Jaz bi še dodal nekaj. Jaz pa ne vem, če se niti strinjam s tem, da je družba vedno bolj odprta. Jaz mislim, da je družba definitivno v svojih javnih podobah, medijskih in družbenih pač vedno bolj raznolika, ampak kot LGBT oseba ne čutim, da pa je vedno bolj odprta, čutim pa, da je vedno bolj odprta do sovražnosti. Zdi se mi, da se je ta prag, kaj je dovoljeno v javnosti povedati in koliko sovražnega govora se lahko pojavlja, da ta prag pa se je zelo zvišal in da je v bistvu nekaj treba razumeti, to, kar je Blažka govorila, zdaj je ogromno več vidnosti, ampak ogromno več vidnosti ima zelo pozitivne učinke, ima pa tudi zelo negativne, zaradi tega, ker potem je ogromno več sovražnosti tudi na ta način. In če pomislimo, da LGBT osebe ves čas poslušamo tudi negativne stvari o sebi, seveda to vpliva tudi na tvojo duševno zdravje in na tvojo samopodobo in na občutek brezizhodnosti. Tako da jaz se ne čudim, da je tako, no. Hvala. Še kakšno vprašanje? Ja, jaz prihajam z Mestne občine Ljubljana, pa prej si mi tako dobro predstavljal to duševno zdravje, da praktično nemam kaj dodati. Edino, kar bi dodal je, da po našem mnenju področje duševnega zdravja, nabor in pestrost programov Žal za Ljubljana je velika, ne bom rekel, da je zadostna, je pa velika. Je bilo pa večkrat izpostavljeno vprašanje za obe za strokovne delavce. Nimate jih kam usmeriti, ste večkrat povedali. Kolikrat se recimo sploh, ko se znajdete v situaciji z nekom, ko kaže samomorilne nagnjenja, kolikrat recimo pa z organizacijo po svet sodelujete? Kar se samomorilnosti tiče, imam jaz trenutno na svetovanju 40% oseb, ki je samomorilnih. S posvetom je tako, da posvet je, čakalne dobe so kar dolge na posvetu. Posvet večino na psihologi ne poznate. Je pa dejstvo, da posvet ni nujno vedno ustrezen za usmerjanje. Enostavno, recimo, mladoletne osebe imajo drugačne potrebe in ni nujno vedno posvet tisti, komu bi jaz usmerjala osebe. Pri samomorilnih mladoletnih osebah, recimo, jih je veliko bolj optimalno dati najprej na enoto za adolescentno psihiatrijo, da se stanje stabilizira, potem pa pač šele usmerjati naprej na neko sekundarno strokovno pomoč. Tukaj je bilo prej tudi eno vprašanje. Ja, zelo nasplošno me zanima občutek, koliko na LGBT populacija, koliko je to obsežno težave z duševnim zdravjem. V smislu količinsko, vem, da je malo težko to, ampak da po lastnem občutku, ker sodelujete z
direktno z uporabniki in z uporabnikom, pač ali je to v dveh besedah zelo prisoten problem ali ne. Kot da ima večje težave na ta način? Koliko je to prisoten? Se pravi, pač če vidiš, ne vem, 100 uporabnikov LGBT, na približno nekoliko pač od tega je. Jaz mislim, da je pri vseh, vsaj osebah, ki pridejo na svetovanje, mogoče je tam že nek filter, ne? Da so osebe vseeno že vstopile v ta proces, da potrebujejo svetovanje, ampak v bistvu še nihče, tudi če so na načinu, ko so nas kontaktirali, povedali, da v bistvu rabijo samo opis, kakšen je vstop v proces potrditve spola ali pa informacije o tem, kako urediti pravno priznanje spola ali pa kaj takšnega. Čez čas, tekom pogovora vseeno vidiš, da v bistvu da so se ti kremplji transseksualnosti, torej, ki je bila pojmovana in zdravljena kot duševna motnja, da bo tudi na tem področju prišlo do nekih pozitivnih ljudi. Hvala. Hvala. Mogoče še kakšno vprašanje? Mene pa zanima, če v okviru društva oziroma zavodov osebuje tudi kaj s osnovnimi šolami, recimo, če imamo kakšno srečanje ali izobraževanje in učitelji in strokovni delavci in učenci. Mi smo z letošnjim letom v katalogu Katis, kar pomeni, da lahko šole v okviru prebivanja srednjih točk lahko naročijo oziroma pridobijo naše izobraževanja. Gre pa večinoma bolj manj za srednje šole, osnovne šole nas bolj manj ne spustijo. Se pa zgodi, da enkrat na par mesecev recimo, da pa samo iniciativno iz določenih šol pokličejo strokovne delavke ali strokovni delavci, ampak ponavadi zaradi enega osamljenega primera in potrebujejo neko strokovno pomoč, ker enostavno ne vejo, kako naprej. Mi nismo v katalogu Katis, ampak imamo dokaj podobne izkušnje vseeno. Poleg tega osamljenega primera, ki se pojavi vsake toliko, pa vseeno jaz, pa tudi sodelavec moj, ki ga ni zdaj tukaj z nami, kar precej hodimo v izobraževalne institucije, to pa je preko tega, ker smo del ekipe certifikata LGBT prijazno, del izobraževalne ekipe. To je certifikat, ki je sicer od mestne občine. Tam se pa pač podjetja, organizacije, institucije same prijavljajo v izobraževanje, ki želijo pridobiti ta certifikat. In nam je v bistvu zelo zanimivo opazovati, da je velika večina organizacij, ki se prijavljajo, so dejansko vrtci. Bili smo v vsaj, ne vem na pamet koliko, ampak v ogromno vrtcih, tudi v kakšni srednji šoli, pa na nekaj faksih, ampak predvsem res na vrtcih. Osnovne šole pa se mi zdi, da sploh ne želijo tega. Bili smo enkrat na eni, pa še tisto je bilo zelo negativna izkušnja, no, od tega, da v bistvu sploh niso vedeli, ko smo prišli tja, da so naročili to, do tega, da so nas dali sedeti na one male vrtčevske stolčke. Pač ves tak, cela izkušnja je bila precej takšna, kot da so v bistvu da niso želeli tega. V vrtcih imamo pa v bistvu kar precej pozitivne izkušnje, kar pa tudi je v redu, ker to so le naši najmlajši in daje vsaj nek občutek upanja. Ampak drugače pa isto kot pri LGBT, šolski sistem v celoti blokira te tematike in ja, to je zelo, zelo velik problem. Mogoče, če lahko tudi dodam. Ja, mi se zelo trudimo, ko bi prišli ta izobraževanja v osnovne šole. Smo tudi pozvali ravnateljice in ravnatelje. To je edino, kar mi lahko naredimo. Ne vem, vse osnovne šole v Ljubljani in vse srednje šole po Sloveniji so pred leti dobile, takrat, ko smo izdali
knjižico Mavrična Ljubljana smo in to poslali, bila je naslovljena na ravnatelje, ravnateljice in na strokovne delavke, delavce. Tako jaz upam, ta knjižica je v bistvu dostopna tudi preko spleta, tako jaz upam, da je prišla vseeno do teh ljudi. No? Pa tudi, če si prebere eden, pa mogoče potem v zbornici ali kjerkoli nekaj o tem pove, je korak naprej. Bo pa na tem področju bo potrebno po mojem še kar veliko delati, ampak mislim, da ima tu veliko vlogo, to je Ministrstvo za izobraževanje. Še kakšno vprašanje mogoče? Sam, če lahko dodam, ker pač kot posameznica sem rabila, sem hotela vprašati v šolo, kjer hodijo moji otroci, če lahko, ker so želeli nekaj informacij o transspolne osebe in šola je blokirala na višji nivo, zato ker so se bali starši in isti problem v vrtcu. Tako da mislim, da večinoma se ta problem pojavi, tudi če so na voljo pol neki izobraževalni programi ali pa kako. Mogoče, če še lahko dodam tu, v bistvu to je problem celotne družbe, predvsem o teh zadnjih letih, ko se govori o teoriji spola in tako naprej, teoriji spola, ki ne obstaja. In pač posamezniki in posameznice s temi dejanji vplivajo tudi na sistem. Tako v bistvu tudi aktivisti na drugi strani bi mogoče mogli biti tudi malo močnejše, oziroma so dostikrat utišeni. Mogoče bo še tako. To je moje osebno mnenje. Še kakšno vprašanje mogoče tudi tam v zgornjem stropju? To ni vprašanje, bi se bolj pozivila, jaz sem zamudila, pa bi se ni še govoril o tem. Kako besedo o samostigmatizaciji vseh LGBT+, koliko je prisotno, kaj so posledice samostigmatizacije? Torej, meni se zdi, da je samo stigmatizacija nekaj, kar na nek način ne obstaja, ampak je v bistvu še vedno v vsakem primeru gre za ponotranjanje pač vse stigme, ki nam jo družba cel čas tekom življenja želi naprtiti na nas in to tudi uspešno izvede. In je pač nek mehanizem, ki sicer ni zdrav v nas, ampak sam termin pač polaga neko odgovornost za doživljanje stigme na osebe, ki so že tako ali tako v družbeni manjšini in posledično to ni primerno in pravilno. Mogoče še kakšno vprašanje poraja? Mogoče še lahko čisto bolj eksplicitno, zakaj je pomembno, da se psihologi, psihologinje ukvarjajo s to tematiko? Ja. Dejstvo je, da psihologinje in psihologi boste ne glede na to, kje boste zaposlani, razen če boste v nekem zelo ekstremno statističnem raziskovalnem področju. Dejstvo je, da nikoli ne veste, kdo pride k vam. Ne glede na to, ali je to področje klinične psihologije, ali je to področje šolske psihologije, karkoli. Dejstvo je, da k vam bodo želite ali pa ne prišli tudi LGBT osebe. To, da si vi zdaj rečete, to je tako majhna populacija, da najverjetneje k meni pa nobenega ne bo, ker bom itak v šoli in tako naprej, v osnovni šoli po možnosti, to enostavno je zatiskanje oči. In ko imate osebo pred sabo,
boste mogli nekaj narediti s tem. Sploh najverjetneje, kar se tiče LG kratic, ste še nekako bolj ali manj usposobljeni, razgledani kakorkoli. Dejstvo pa je, da ko pridemo do T, P, Q, I, A in vse naprej, pa najverjetneje sploh ne veste, o čem govorim, ko govorim te kratice. In nekako to bodo neke realne situacije, s katerimi se boste prej srečali. In zelo fajn je, da niste vi tisti, ki osebo dodatno diskriminirate ali pa dodatno traumatizirate in ta oseba potem pride k nam. Še kakšno vprašanje mogoče? Mene zanima tako na kratko, katerih sprememb bi si glede obravnave transspolnih oseb želeli v zdravstvu oziroma psihiatriji? Tako najbolj bistveno. Najbolj bistvena bi bila ta, da bi se obravnava sploh vključila na dejanski zakonodajni ravni v delo Ministrstva za zdravje, zaradi tega, ker zaenkrat zadeva poteka tako, da v Sloveniji so na voljo dva psihiatra oziroma en psihiater in ena psihiatrina osebam, pa ena pedopsihiatrinja in to je to, ampak vse te osebe nimajo tega dejansko v svojih delovnih nalogah ali pa v področju dela, ki ga delajo, ampak to delajo pač še dodatno ob svojem rednem delu. Tako da v bistvu ni nobenega protokola, kako delati s transspolnimi osebami in do kakšnih zdravstvenih storitev bi transspolne osebe sploh naj bile upravičene. Tako da to je nekaj ključnega, ampak tukaj zaenkrat ni nekih ušes, ki bi bile precej poslušne. Potem pa definitivno skrajša čakalne dobe za vse, odstraniti pridobitev diagnoze kakršnekoli in pa predvsem za osebe, ki pa delajo s transspolnimi osebami nekako, da bi oni predelali svoje lastne stereotipe in predsodke, zaradi tega, ker še vedno se razume medicinske tranzicije v dveh zelo binarnih smereh in oni recimo, ta psihiatrinja in psihiatr mislita, da če je oseba transspolna, da je potem nujno more želeti vse operacije, ki so na voljo, da more njen ali pa njegov izgled biti zelo klasičen temu, kar pač družba pravi, da bi naj bilo moški ali pa ženska. Predvidevajo tudi, da je ta oseba heteroseksualna, pač oni se morajo tudi ogromno odučiti in se naučiti, da v bistvu morajo, oziroma da bi naj transspolnim osebam dali tiste storitve, ki jih potrebujejo. Zaradi tega, ker toliko, koliko je transspolnih oseb, toliko je tudi načinov, kako ljudje želijo vstopati v medicinsko tranzicijo in kaj želijo s svojim telesom narediti ali pa ne narediti. Ogromno izobraževanja bi še bilo potrebnega, tu ni strani ministrstva spet nobene podpore, tudi nobenih resursov, in razširiti možnosti vstopa v obravnavo tudi v druge kraje v Sloveniji, ker je zaenkrat na voljo samo v Ljubljani, kar ponovno marsikomu, ki ni v redu socialno-ekonomskih situacijah, ne omogoča sploh vstopa v tranzicijo, itd. Res, ogromno je tega. Odvisno kje postopka sploh ni, kje so pogoji še dosti bolj zaostreni, kje pa nek idealen primer so države, kjer oseba vstopi v bistvu v proces z obrazcem in procesom, ki se pozna kot lastno privoljenje, kar pomeni, da pač oseba takoj ob vstopu pove, jaz se zavedam, da določene stvari, ki prihajajo s tem procesom, so irreverzibilne, s tem se strinjam in posledično se identitet ne preoprašuje, ampak to je v zelo malo državah tako in velika večina oseb doživlja v bistvu v tem procesu, ki bi naj omogočal neko potrjevanje ravno znova kot preopraševanja in v bistvu ful nekih ovir. Še kakšno vprašanje mogoče?
Mene pa zanima, koliko se vam zdi, oziroma koliko masovna je neka finančna ali pa drugačna podpora strani nekih večjih organizacij ali občine, pa koliko se vam zdi, da je mogoče bolj nekih nepristne podpore, ki izhaja iz nekih političnih ali pa gospodarskih razlogov? Vsaka podpora je dobrodošla, ne? Mislim, ja. Mi in to je nekaj, kar je precej specifično, mislim, je precej nespecifično, je znano tudi za druge organizacije, ki so transspecifične na tem področju, torej govorimo o Balkanu, imamo zelo različno situacijo financiranja, kot ima recimo organizacija kot je Legebitra, in pri nas je tako, da je mestna občina edini financer, ki ga imamo v celi državi, torej na državni ravni nimamo sploh nobenega financiranja, kar ne pomeni, da ga nismo poskušali pridobiti, ampak se s to temo pač ne želijo ukvarjati oziroma ji namenjati resursov, torej niti mislijo, da ni tam nekih, da sploh niti ne rabijo vlagati svoje politične volje v to populacijo. Mi na srečo delujemo na osnovi tujih fundacij, predvsem iz Amerike, ki so zelo LGBT in feministično specifične in pač razumejo, kakšna pomanjkanja so za financiranje transaktivnosti na državnih ravneh. Tako da nimamo kaj dosti teh izkušenj, ker a priori odpadamo. Še kakšno vprašanje mogoče? Potem pa mogoče še eno vprašanje, ki se tule poraja. Prej ste v bistvu, Simona se že omenila, torej certifikat LGBT prijazno. Če bi mogoče lahko povedala še malo o tem, kaj je namen tega certifikata in koliko podeljujete. Slišala smo že, da veliko vrtci zaprosijo za izobraževanje in tako naprej, ampak če nam lahko še kaj več o tem poveš. Ja, v bistvu po padcu družinskega zakonika na referendumu smo v mestni občini Ljubljana ugotovili, da je potrebno na ozaveščanju delati še več, kot je bilo narejeno prej. Poleg podpore nevladnim organizacijam smo potem tudi šli sami v akcijo. Se sicer v dobrem sodelovanju z nevladnimi organizacijami na tem področju. Prvo, kot sem že prej omenila, smo izdali knjižico Mavrično Ljubljana, kot drugo pa smo rekli, da bi vzpostavili certifikat LGBT prijazno. V bistvu, sam namen tega certifikata je ozaveščanje širše družbe in pa ustvarjanje pozitivne klime znotraj neke organizacije, ki se pač prijavi za ta certifikat in pa tudi nazvan do uporabnic, uporabnikov, do strank, ki prihajajo v organizacijo, če bi bila na primer to trgovina. V bistvu vsaka organizacija lahko je javna, nevladna, privatna, na primer med prejemniki certifikata so vrtci ljubljanski, potem imamo mladinski kulturni center iz Maribora, poleg naših mladinskih centrov seveda, potem je Nacionalni inštitut za javno zdravje, osnovne šole mislim, da sta dve, pa ena, ne vem točno, potem na primer kot ena izmed večjih organizacij, to je IBS Slovenija, kot prva seveda mestna občina Ljubljana, potem zdravstveni dom Ljubljana, potem drugi naši javni zavodi, kot je Kinodvor, Ljubljanski grad in tako naprej. V bistvu vsaka organizacija ali preko našega povabila ali da v bistvu opazi to na spletni strani ali pa zve od ust do ust, se lahko prijavi. Na podlagi prijave se potem izvede izobraževanje. Mi smo v začetku rekli, naj bo izobraževanje vsaj za tisto ožjo skupino ljudi, naj se izobražuje vodstvo in potem mora vodstvo na nek način ozaveščati oziroma to znanje prenesti tudi na svoje sodelavke in sodelavce. In na podlagi tega potem prejmejo certifikat LGBT prijazno. Mogoče pa lahko zdaj še dodam, 25.
oktobra, to je četrtek, bomo imeli v bistvu ob 12. uri tudi v tej veliki sejni sobi eno okroglo mizo in po okrogli mizi bo v bistvu tudi podelitev certifikatov novih prejemnikov. Potem pa, če ni več vprašanj, bi s tem tole današnjo okroglo mizo zaključili. Želela bi se zahvaliti govorkam in govorcem torej za čas, za doprinos, za odgovarjanje na naše vprašanje. Tako da še enkrat hvala. Pa se vidimo v kakšnem drugem.